Kaj ne oblečem za prvi zmenek? Že vem. Kar naenkrat se mi zdi, da smo se znašli v obdobju, kjer nam vsak govori, kaj bi mi mogli delati, kako bi mogli živeti, kaj bi mogli jesti, kdaj bi mogli jesti, in kar naenkrat, če ti hočeš vsemu temu slediti, pa se ti zmeša. En prav lep pozdravček v novi Kozmo epizodi. To je zadnji od 4 pogovorov z izjemnimi ženskami, ki jih s ponosom podpira Zalando. Zalando trenutno ponuja jesenske trende, tako da če si na tale turoben november želiš malce osvežiti svoje barve in energijo, lahko skočiš na njihovo aplikacijo ali pa na spletno stran in si pogledaš, kaj ponujajo. Sicer pa nas danes čaka en izjemen pogovor. Vem, da bomo dobili ogromno enega novega znanja. Z mano je namreč Karin Velikonja Kuliš, ustanoviteljica in vodilna inštruktorica programov obrazne joge Glow in Face, ki je osvojil svet s svojim celostnim pristopom k omlajevanju in dobremu počutju. Z dolgoletnimi izkušnjami in znanjem, pridobljenih na raznih delavnicah, medicinskih izobraževanjih in študijih, je ustvarila prav posebno metodo, ki ljudem pomaga ukrepiti obrazne mišice za mladosten videz in tudi za izboljšanje splošnega počutja. Program ne poučuje samo v Sloveniji, ampak po vsem svetu, od ZDA do Velike Britanije, Italije, Hrvaške, Dubaja, Balija, skratka vse povsod. Odprla pa je tudi prvi holistični studio v Evropi, ki združuje naravne metode pomlajevanja obraza, telesa, duha in ustanovila svojo linijo produktov za obraz. A sem še kaj pozabila? Super si povedala. In sam gledam te, kako si ti samozavestna pred kamero in kako lepo govoriš. Upam, da bom enkrat tam. Hvala ti. To je, tako kot je tvoje poslanstvo Face Yoga, se mi zdi, da je moje poslanstvo to pridobivanje novega znanja in ga tudi skozi vas predajati drugim. Tako da se mi zdi, da ta podcast se vedno trudim najti take zanimive goste, malo drugačne goste, ki gledajo na svet iz drugih zornih kotov. In zdaj, ko te takole gledam, jaz te poznam že nekaj let, sicer bolj posredno prek prijateljev, ampak tako se mi zdiš vsako leto lepša. Hvala. Prav zdaj, tudi ko sem te malo raziskovala, sem gledala tvoje stare slike in stare posnetke, ko si imela še precej drugačen obraz. Daj mi razloži, kaj se je zgodilo, kako je to mogoče, ker kot te gledam tako po telesu, se mi ne zdi, da bi imela ali manj kil ali kakršnokoli drugačno postavo, ampak obraz, ta nek glow, se pravi sijaj, je pa čist drugačen. Hvala ti. Res, najprej hvala za pohvale. Je pa res, to je ena zelo zanimiva pot, ker jo dejansko opažam tudi sama. Iskreno ti povem, da če ne bi delala to kontenta, ker pač delam večinoma online, oziroma zdaj imamo tudi studio, ampak začela sem online in v bistvu svojo pot postavila na socialne omrežja v obliki slik in videov in tako naprej. In če ne bi tudi jaz za nazaj gledala, kako se moj obraz spreminja, sama ne bi verjela pač tej transformaciji. Jaz sem v bistvu nekako svojo pot začela v tem področju 2014. In zakaj? Zaradi tega, ker sem se soočala z burnoutom. In ko sem imela ta burnout, se je moj obraz totalno spremenil. Se pravi, pred 2014, če bi šla gledati slike še malo nazaj, sem imela nekako obraz podoben, bi jaz temu rekla, kakor ga imam zdaj. Pol je v bistvu sledilo tisto obdobje, kar je bilo zame res težko, hkrati sem pa prav tam razvila nove veščine, postavila nove cilje in dejansko tisti del mojega življenja, ki ni najlepši, me je v bistvu pripeljal sem, kjer sem zdaj. Ampak ja, v bistvu hormonsko neravnovesje, bruksizem, torej stiskanje z zobmi in pa recimo PCOS sem tudi imela in tako naprej. V bistvu vse te notranja dogajanja so me pripeljala do tega, da se je moj obraz totalno spremenil. In potem sem s trdim delom in pa pač seveda predvsem nežnostjo, se pravi trdo delo, ampak hkrati nežnost do sebe, v bistvu me je pripeljala do mojega obraza zdaj. In definitivno je za to zaslužna tudi obrazna vadba, samomasažne tehnike in pa nasploh seveda tudi delo na sebi prek meditacije, prek raziskovanja sebe in tako naprej, ker to je itak ongoing zgodba. Ni samo eno
ampak Absolutno. skupek vsega. Ampak kaj pa vse lahko razbereš recimo na obrazu? Ti študiraš tudi tradicionalno kitajsko medicino ob svojem delu in vem, da tam noter je ogromno enega znanja. Mene to tudi ful zanima, sicer čisto laično, ampak tako vedno rada gledam tudi ljudi, ki komentirajo obraze, recimo razne posnetke in tako, ker se da res ogromno videti, tudi recimo dinamika v odnosih, pa tako se ful pokaže na obrazih, ko gledaš moža in ženo. Kaj pa ti, recimo, ko nekdo pride k tebi, kako ga pogledaš, kaj opaziš najprej? Jaz sledim principom tradicionalne kitajske medicine in obrazne diagnostike po tem nivoju, zaradi tega, ker se je treba zavedati, da toliko 1000 let nazaj so pač obstajale različne kulture in različne kulture so v bistvu raziskovale oziroma gledale na celotno telo in na njegovo delovanje iz različnih zornih kotov. Je pa zelo zanimivo, da je velika večina kultur vedno obstala na obrazu in razbirala dogajanje v notranjosti telesa prek obraza. In po tradicionalni kitajski medicini, ko ti pogledaš obraz, lahko dejansko vidiš na njemu vse. Človekovo izvorno energijo, to je podedovana energija, ki jo pač podedujemo seveda od naših staršev. Ta izvorna energija nam v bistvu daje obliko obraza, podton kože, velikost nosu, velikost oči in tako naprej. Hkrati nam pa potem v bistvu ta oblika daje tudi karakter oziroma nekako karakterno nas zaznamuje. Zaradi tega, ker po kitajski medicini verjamejo, da se recimo z določeno kapaciteto organa rodiš in tista kapaciteta, ki je večja, v bistvu narekuje tvoj karakter, tvoj način razmišljanja in tako naprej. Seveda pa pač to ni tisto, ki te determinira in pač tak si in ne moreš se spremeniti. Po kitajski medicini je meni zelo lepo, zaradi tega, ker v bistvu gledajo tvoje predispozicije, tvoje trenutno stanje, tvoje v bistvu prihodne sposobnosti oziroma kakšne imaš neke tendence v prihodnosti, ampak je na tebi, kako živiš, kako deluješ, kako skrbiš zase, kaj boš v bistvu s to energijo naredil. Ker ti tudi, če se rodiš z največjo kapaciteto, mošnjičkom recimo, jetrne energije, zdaj jetrna energija je energija akcije, ciljnosti, usmerjenosti, osebe, ki so jetrni tipi, so doerji, so osebe, ki lahko ful pač tako res spreminjajo svet, bom rekla, ampak če ti preveč uporabljaš to energijo in jo res non-stop izkoriščaš, brez da jo bi znal napolniti, bo tudi največji mošnjiček izpraznen tekom življenja. In vse te stvari se dogajajo in se pač dejansko izrazijo na obrazu in jih je moč prebrati. Tako da jaz pa tudi govorim, da ko ti pogledaš obraz človeka, vidiš celotno sliko, kako ta človek razmišlja, kako čustvuje, v katerih čustvih je ujet, ker v bistvu najhujša stvar je ta, ker smo mi toliko v sebi in toliko v svoji glavi, da v bistvu se vrtimo lahko v nekem začaranem krogu in se tega niti ne zavedamo. In tudi recimo najtežje je razbrati sam pač recimo svoj obraz, ali pa obraz svoje mame, zaradi tega, ker si že toliko in čustveno vpleten in v nekih vzorcih, da je ful težje pogledati tako, celostno sliko brez nekih attachmentov. Ampak to pa nikoli nisem pomislila. Ja, in je ful tako fascinantno, ampak zelo, zelo, zelo zanimiva stvar. Jaz sem sicer bik v horoskopu, ful sem taka oseba, da pač jaz rabam najprej videti stvari, da bom potem verjela, tako ful sem na trdnih tleh. In tudi, ko sem začela razmišljati in dejansko študirati in se izobraževati na tem področju, sem bila tako zelo, zelo velik skeptik. Enkrat, ko pa pač si v tem že 10 let in tako, in vidiš ljudi in delaš z ljudmi, se ti stvari začnejo samo potrjevati in si sam tako, oh my god, pač tako. Mi si mislimo, da smo zdaj napredni, ampak recimo, ko govorimo o tradicionalni kitajski medicini, tako.
Fulber so bili povezani s sabo. Oprosti. Oprosti, kaj jaz tebi imam toliko menih misli, pa vprašanj že naprej, da ko mi čakam. V bistvu, sem se pogovarjala tudi s Sonjo Šmuc, eno zelo uspešno žensko v poslovnem svetu sicer, ki je tudi razlagala, kako so že Egipčanke bile bolj cenjene kot ženske, kako so v bistvu one bile takrat na piedestalu, zdaj pa v bistvu smo mal padali, in v bistvu se je toliko enega znanja zgubil, ki je že bil, katerega zdaj spet odkrivamo, in je meni zelo, zelo zanimivo, ko skušam nekako to znanost pa neka tradicionalna znanja nekako spojiti. Tudi pri sebi. Vedno, ko se malo slabo začneš počutiti, najprej iščeš nek quick fix. Sam pol pa vidiš, da v bistvu res nič dolgotrajnega ne pride na lahek način. Točno to. Danes zjutraj smo se pogovarjali, kako smo veseli za najni jutranji praksi, kad te nekdo nahrul na cesti, ti si pa tako, ok, v redu. In si sposoben predihati in prijazno nazaj odgovoriti in jih v bistvu s tem čisto šokiraš. Čistih razorožiš in pa so tudi oni prijazni nazaj. Ja, in jaz sem ful zagovornik tega, čeprav je včasih izredno težko, sploh če se ti ne počutiš dobro, ampak res tako strela na strelo ne bo nič dobrega naredila. In evo, ko si govorila, greva najprej postopoma o diagnostiki obraza. Zdaj, mogoče te postavim pred en izziv, kaj bi pa tako na hitro pri meni rekla, to bo po mojim poslušalcem ful zanimivo, ko si govorila recimo, kaj se najbolj izrazi, če imaš ful eterne energije, kakšni so taki ljudje? Najprej, preden greš mene analizirati to. Ok, zdaj tako, moramo se zavedati, da po kitajski medicini imamo teorijo 5 elementov. Vsak element dejansko potem reprezentira določeno barvo, okus, smer neba, organe, ki pod ta element sovpadajo in tako naprej. In moramo se zavedati, da vsi imamo vse elemente oziroma vsi imamo vse organe, tudi če recimo imamo tekom življenja recimo operacijo, pa ne vem, smo brez ene ledvice ali pa ne vem, določen organ prek operacije vzamemo, je energetsko organ še vedno tam. In seveda se tudi to potem preslika na obrazu prek meridianov, akupresurnih točk in tako naprej. Ampak se je potrebno zavedati, da zaradi tega, ker imamo vse elemente in vse organe, je včasih zelo težko videti v bistvu tako na 5 km, evo, ti si pa to, ne vem, ti pa imaš močno jetrno energijo ali pa ti pa imaš, ne vem, ti si pa srčni tip. V bistvu si tega niti ne želimo, zaradi tega, ker bolj težko preberemo obraz, bolj to pomeni, da smo uravnovešeni. Torej, ti si ne želiš, da ti en organ oziroma en element ful šopa ven, ampak si želiš biti toliko v balansu, da te človek ne more prebrati. In recimo, ko govorimo o jetrnih tipih, jetrne tipe je precej lahko spoznati oziroma jih je lepo videti. Imajo oliven podton kože, imajo bolj temne lase, močne obrvi, košate, velike, močne čvrste lase, atletsko postavo, kljub temu, da niso v fitnessu vsak dan. Zelo so taki temperamentni oziroma vidi se, da so močni in da se v narekovajih nikogar ne bojijo. Spet, to se dogaja takrat, ko je njihova energija, ko so oni ta tip in je njihova energija v ravnovesju. Ker čim gremo mi v izčrpavanje oziroma preveliko uporabo, se začnejo dogajati disbalansi. Ampak recimo jetrni tipi so doerji, torej to so tiste osebe, ki dejansko, kakor sem že prej rekla, premikajo svet. Njihova čeljust je jasno izražena. Tudi recimo ponavadi je oblika obraza narobe obrnjen trikotnik. Tudi tale očesni del oziroma nad očmi, tale kost tukaj pride tako precej močno izražena. In to so v bistvu te jetrne osebe. Zdaj pa, ko ta jetrna oseba začne preveč uporabljati svojo jetrno energijo, ker to se zgodi zelo hitro, ker jetrna energija je ful močna energija, tarčna, usmerjena naprej, v bistvu je taka moška energija, se zelo hitro zgodi, da jo začnemo preveč uporabljati, pol pa se na obrazu to začne prikazovati kot tenzija. Tenzija v mišicah, še sploh v področju žvečnih mišic, tukaj se prikazuje po kitajski medicini jetrna energija, in pa recimo gubice ali pa samo ena guba med obrvmi. Tudi po kitajski medicini, če imaš eno ful izrazito gubo med obrvmi, to dejansko prikazuje
poslovno pot te osebe. Ne? In jeterni tipi ful radi grizajo v smislu, naredil bom vse, da jaz dosežem svoj cilj. Ne? In prav pri jeternih tipih se včasih zna zgoditi to, da ful garajo za to, da nekam pridejo, oziroma si mislijo, da morajo garati. Ne? In zaradi tega se v bistvu še toliko prej pojavi, recimo ta linija. Ker linije po kitajski medicini, se pravi gube, samo pomenijo blokado energetsko v določenem organu. Ne? Tako da v bistvu tudi, kar se tiče jeternega tipa, mišice oziroma kite so povezane s to energijo. Ne? In čim smo v tenziji, zdaj govorim spet o disbalansu, ne? Čim smo v tenziji, kjerkoli na telesu, še sploh masetri, to je zdaj tako... Pač to je nova norma, žalostno, ampak res se to dogaja, da smo v tem hektičnem življenju v taki tenziji, ne, da začnemo stiskati z žvečnimi mišicami, ne. Ampak recimo spazem kjerkoli na telesu oziroma tenzija kjerkoli na telesu se povezuje z jeterno energijo. Mogoče recimo tudi za ženske, ne, jeterna energija je ful moška energija, sem rekla, ko jo ženske uporabljamo preveč, ne, ker seveda ne, emancipacija, mi moramo biti samostojne, zmoremo vse, ne rabimo nobenega, ne, in delamo vse, kar delajo moški, hkrati še pa 10.000 stvari zraven, ne. V bistvu, ko se dogaja recimo presežek jetrne energije oziroma disbalans, ženske to fulkrat vidimo tudi na naših menstruacijah. Ne? Boleče menstruacije, zelo močne menstruacije in tako naprej. Se pravi, v bistvu je to povezano vse z jetri. Ja, ampak moramo biti pozorni, da v kitajski medicini je vsak element med sabo povezan. V smeri uringa kazalca se elementi podpirajo in seveda tudi organi, ne? V nasprotni smeri se rušijo. Ne? In zdaj, kaj to pomeni? Recimo imamo jetra spadajo pod element lesa. Naprej imamo srce in srce spada pod element ognja. In zdaj full easy. Ko imaš ti zadost lesa, ti bo ogenj zelo lepo gorel. Ko imaš pa preveč ognja in ga ne znaš nadzirati, ti pa to lahko pokuri cel les. In isto je recimo povezava med vodo in med jetri. Voda so pa reproduktivni organi, ledvica, mehur. In v bistvu voda je ženska energija. Ne? In voda suportira, se pravi ledvična energija suportira jetra, se pravi, ko imamo mi zadost ledvične energije, ledvica so pa kreacija, ustvarjalnost, ideje in tako naprej, ne? Ko imamo mi tukaj en lep zalogaj, seveda bojo pol jetra nahranjena in bo lahko delovala, da v bistvu mi to idejo pripeljemo do cilja. V nasprotni smeri je pa pol tako, ne, da ko enkrat imamo recimo mi prevelik gost ali pa preveč rastlin in nemamo zadost vode, se vse posuši. Ne? In ful je tako, ta kitajska medicina, teorija 5 elementov, obrazna diagnostika je ful kompleksna. Jaz tudi, ker recimo imam teacher traininge, se pravi učiteljske tečaje in online in v živo, mi se na tem področju stavimo ful časa. Recimo na online, ker je malo daljši tečaj, vsaj 10 ur in še zmeraj je tudi toliko enih stvari, ki bi jih bilo za predelati. Ne? In tudi jaz recimo, ko sem se učila iz različnih knjig, tečajev in tako naprej, sem v bistvu želela res sfokusirati to znanje, ki je res gromozansko. Večinoma pač sem ga želela usmeriti na obraz, ne? In mislim, to je toliko stvari. Recimo, tudi jaz bolj se učim, bolj vem, koliko še ne vem. Kaj ne oblečem za prvi zmenek? Že vem. Včasih si misliš, da kako si bil bolj pogumen, ker si manj vedel. Ja, Ker jaz tudi sama pri sebi vidim. Včasih sem mislila, da ne bom rekla kaj, ne. Ampak bolj pa starejši, ki si bolj postaneš ponižen na nek način, ker vidiš, koliko je enih stvari, ki jih ne veš. In kolikrat sem dajala
tako dobro namerno prijateljica, ampak tako kakšne nasvete, pa si zdaj mislim, joj, da bi slep ga vodil. Ampak res, in v bistvu jaz, če se kdaj zdaj pogledam, s kakšnim znanjem sem jaz začela svojo pot in bila pripravljena znanje, tistega, ki sem imela takrat deliti naprej, jaz sem zelo perfekcionist drugačna. In ker jaz to pogledam, sem samo tako, ojej, nikakor takrat ne bi smela začeti, pa sej pol stvari še nisem znala in tako naprej, ampak ne, pač, ko enkrat ti čutiš iskrico, željo, ki imaš neko silo, ki te vodi, moraš začeti. Nikoli nisi 100%, nikoli ne boš 100% pripravljen, ne boš imel 100% znanja. Ne? In če potem v bistvu čakaš ta perfect moment, nikoli ne bo prišel. Sej enkrat moraš začeti. Tako. Enkrat moraš začeti, zato ker točno to, kot si rekla, nikoli ne bo perfekt momenta, nikoli ne boš vsega vedel, pa kar opažam tudi sama pri sebi, ko sem imela učence, pa to največ se v resnici naučiš, ko učiš. Tako. Ali pa, ko se samo pogovarjam s kakšnimi prijateljicami o kakšnih tematikah in že skozi pogovor toliko enih stvari v bistvu ugotoviš in si predstavljam, da si se tudi ti ogromno naučila, ker tudi mogoče od koga drugega, kaj slišiš kakšno perspektivo in vsak tečaj nadgradiš. In ja, mislim, sej po drugi strani pa jaz verjamem, da te vedno najdejo tisti ljudje, ki te v tem trenutku rabijo. Bravo. Ja. Zaradi tega, ker nikoli ne bomo vsega vedeli in tudi, ne vem, na začetku imaš tudi mogoče nižjo ceno, pa potem tudi cena nekako odraža tvoje znanje in tako naprej. In če ne bi nikoli noben začel učiti, ne bi šlo znanje naprej. Tako da jaz se zdaj recimo s tem borim, ker se mi zdi, da ful vem, pa hkrati nič ne vem, pa imam ful enih idej, pa sem tako, joj, ampak zakaj bi jaz to delala? A veš tako? Ja. Totalno se strinjam s tabo in sicer je tako, še sploh v tem svetu, v katerem živimo, je problem, ne? Zaradi tega, ker imamo toliko ljudi, ki ful znajo, ful vejo, ampak se zavedajo, da še ne vejo vsega, ne? In se bojijo izpostaviti. Ja. Imamo pa ful ljudi, ki v bistvu si mislijo, da ful vejo in najverjetneje ful manj vejo, kot tisti prvi in potem je ful začaran krog, še sploh za poslušalca, gledalca, ne, zdaj smo skoraj vsi na socialnih omrežjih, ne, da potem v bistvu ta oseba, ki tudi nič ne ve, pa se hoče naučiti, ne, oceni oziroma izbere, komu bo verjela, sledila in tako naprej. Ne. Tako da v zelo zanimivem svetu se nahajamo. Ja, danes pač lahko vsak že vse počne in to je lahko super, ker smo ful bolj svobodni in nismo več vezani na neke fiksne poklice, službe. Tako. Po drugi strani je pa vedno imaš dva pola, imaš dobri in slabi pola. Ne? In zdaj je pa res, da je odgovornost na posamezniku. Sej ti se moraš vsaj toliko izobraziti sam, da veš, kaj je dobra vsebina, kaj je slaba vsebina. Tukaj pač je res mogoče edini problem pri otrocih, ki ne vejo. Ampak po drugi strani pa sej, to je pa vloga staršev, da jih tudi naučijo malo prefiltrirati, kaj je v redu, pa kaj ni. Tako da na koncu priješ do tega, da je vedno odgovornost na tebi samemu in ti pač deliš, kar deliš in tisto, kar te bo našel, te bo že našel. Tako. Tako da, evo, na hitrico mogoče res lahko greva na diagnostiko obraza, kako to izgleda, kaj poveš, kaj prve stvari vidiš. Nisem pozabila na te, da ti pogledamo malo tvoj obraz, ampak definitivno imaš ti ful močno srčno energijo, pač že izvorno. To pa pomeni, da si oseba, ki je ful topla, ker je ful pozitivna, ki je rada med ljudmi, ki rada pomaga ljudem, ki je lučka na koncu tunela, ne, in ker dejansko je tam za druge. Hkrati sicer to bi pač dejansko ti lahko prebrala iz obraza, brez tega, da vem, kaj delaš, ne? Ampak srčni tipi so tipi, ki zelo radi nastopajo, zelo radi v bistvu pač so vidni. Seveda se pri tebi pokažejo pol še kakšne druge podkarakteristike, ne? Nisi samo srčni tip, ampak recimo imaš zelo zanimivo izraženo tudi malo pljučno energijo. Pljučna energija je pa potem organiziranost, popredalčkanost, na tak način v bistvu, da ful rada imaš strukturo, ful si želiš vedeti vsak korak naprej, ki ga boš naredila, ki te bo pripeljal do nekega cilja in tako naprej, ne? Ampak dejansko si ena taka zelo lepa različica izvorne srčne energije. Ne? Pripast pri sebi moraš samo to, da delaš na tem, da postavljaš zdrave meje.
Zaradi tega, ker se fulkrat lahko zgodi, da zaradi tega, ker si tako srčna in tako topla oseba, se ljudje hitro prepopajo nate, pa ne v slabem smislu, da bi ti zdaj hoteli škodovati, spiti energijo ali kakorkoli, ampak se zelo radi prepopajo in v bistvu črpajo to tvojo pozitivo in kar naenkrat se pač tebi lahko zgodi, da še sploh, ko si sama, ko nisi pod sojem žarometov, kar naenkrat si tako, kaj pa zdaj, čist sem porušena, čist tako tavam oziroma izpraznjena. To je pa potem ta korelacija srce in pa pljuča. Ampak tudi pljučna energija je močna. In pljučna energija se potem povezuje s kožo, z debelim črevesjem, glasom kot takim, petje, evo spet recimo. Wow, vidiš. Tako da pač mislim, pri tebi se vse potrjuje. Res. Noro. Kako pa to vidiš? Tako, katere so recimo najbolj znane karakteristike za vsako od teh energij, ki si jih povedala, da mogoče lahko sicer sami si ne bodo mogli diagnostike gledati, ampak vem, da je to meni bilo vedno zanimivo, ko sem tako videe gledala. Ja, to je dejansko ful globinska stvar. Jaz mogoče, tako bom ti iskreno rekla, da se zdaj 2 leti čutim dovolj močna, da nekomu povem izvorno stanje oziroma pač izvoren tip. Ful lažje je govoriti o neravnovesjih, ki se dogajajo recimo tukaj in zdaj oziroma ki so se akumulirala skozi obdobja. To je ful lažje narediti, kakor pa pač determinirati tip. In zdaj, kakor sem prej rekla, gledamo obliko obraza. Ti imaš zelo srčno obliko obraza. V bistvu bolj tak srčasto diamantni tip. Hkrati srčni tipi imajo precej lepo izraženo in vidno čelo. Imajo recimo ožjo spodnjo čeljust. Podton kože se kaže in potem se pač lahko indicira pač kjeremu tipu malo bolj sodiš. In pa vseeno malo bolj mehke linije. Seveda imaš tudi jetrne energije ful. Ker tudi jetrna energija se ti lepo izraža na čeljusti, veš, recimo obrvi in tako naprej. Ampak vedno je potem tisti element, ki malo bolj prevladuje. Tako da v bistvu te stvari gledamo. Hkrati pa je v bistvu srčni tip ima malo več mehkobe kot recimo jetrni. Jetrni je tako, zna biti kar tako izsekane linije, tudi ti jih imaš, ampak hkrati imaš to mehkobo in na obrazu in nasploh pač na telesu, ampak v dobrem smislu. Ful dober. V bistvu si me kar zelo dobro prebrala. To mi je vedno tako fascinantno, koliko je enega znanja, ker v resnici ne rabiš tudi pa znanosti, da veš, da je res. Ja. Preden so se prižgali mikrofoni, sva se ful o tem pogovarjali, koliko v bistvu ene stvari pač začutiš v svojem telesu. Tako sploh ženske se mi zdi, da imamo tako močno intuicijo in zadnje čase sploh, odkar sem malo bolj prisotna v svojem telesu, toliko vidim, da me nikoli, ampak res nikoli ne pusti na cedilu. Da vedno, ko gre malo kontra, se pokaže, da ni bilo dobro. Ja. To se mi zdi, da ful premalo dajemo poudarka na tem, ker zdaj vse tako znanost, pa to moraš, pa moraš, pa tret moraš. In jaz ti priznam, da sem zdajle v zadnjih 2 letih, 3, ko sem pač res šla, ok, zdaj se bom pa res izboljšala, sem imela tudi eno tako malo težje obdobje in pol si daš toliko enih stvari, da imaš uno, pa imaš tretje, pa Bog ne daj, da ne bom netelovadil, pa da bom zdravo jedel, pa dovolj proteinov, pa dovolj tega, pa dovolj unga, pa ne smeš kave, pa ne smeš unga, pa ne smeš tretjega. In jaz sem prav videla, da sem se toliko nasičila vsega, ker, skoliko si me pa tudi prebrala, pač večina nas gre, ka pa hočemo all in. Zdaj bom pa jaz vse izboljšal. Seveda. In tu so tvoja jedra in hkrati tvoja pljuča, ki dejansko želijo strukturo, ker drugač srčni tip in jetrni tip so lahko full all over the place. A veš, ti pa vidim, da imaš neko odzadaj tudi strukturo oziroma pač tako obraz ti kaže, tako bom rekla, drugač pa je se vedno tudi, a veš, 6. čut moraš vklopiti tudi pri branju obraza, ker tudi če ti veš, vsak predelček, kje se kaj pokaže, je tisti 6. čut. In a veš, scentriranost v sebi pač je v bistvu tista, ki ti potem dovoli
iti globje v branje človeka. In kar si ti omenila, se točno zdaj dogaja, ko smo v stanju, kjer dejansko smo bili recimo, 2018, ful v tem svetu, kjer smo vsi želeli pridobiti neko znanje, se izobraževati, vse nam je bilo ful zanimivo, kitajska medicina, taka obrazna joga, taka joga, hrana, nutricija, mislim, ful je enih stvari bilo. In pol, ko so v bistvu z razvojem socialnih omrežij, je postajalo vse več kreatorjev, ljudje so prišli online, vsak je začel predavati svojo tematiko, svoje vedenje in tako naprej. In kar naenkrat se mi zdi, da smo se znajdli v obdobju, kjer nam vsak govori, kaj bi mi mogli delati, kako bi mogli živeti, kaj bi mogli jesti, kdaj bi mogli jesti, in kar naenkrat, če ti hočeš vsemu temu slediti, pa se ti zmeša. Ja. Na koncu postaneš ujetnik v lastnem telesu in spet nisi naredil nič, zaradi tega, ker si se še bolj oddaljil od sebe. Ker smo si pa toliko različni in toliko svoji, da tudi če ima nekdo največji doktorat, ne more vedeti, kaj ti točno tebi telo želi in kliče, po čemu. In pol pridemo do tiste verzije, ker pa če ni pravijo, da so paradižniki, pomidori po primorsko, super, in ful zdravi, nekdo drugi ti bo pa rekel, da nikakor jih ne smeš jesti zaradi tega, ker imajo to in to in to. In kar bi si jaz želela zdaj za naprej, tako je pa to razvoj, mi sami se non-stop razvijamo, ampak tudi skupnost in širša zavest se razvija. Kar si želim je to, da bi spet začeli prihajati malo bližje k sebi. Super je imeti vse znanje na pladnju in pač, ko ga rabiš, ga poiščeš, ampak ne smeš postati sužen tega. Spet malo v svoj center moramo priplavati in se malo disconnectati tudi od vsega tega, kar se zunaj dogaja. Ker zdaj, če tako pogledaš tudi s temi socialnimi omrežji in vse, mislim, res, tako bom rekla, naši možgani niso narejeni za biti izpostavljeni toliko informacijam in toliko enim pritiskom, kot smo jim zdaj izpostavljeni mi. Ja. In ni čudno, da je toliko depresije, da je toliko tenzije v žvečnih mišicah, da je toliko ljudi, ki si zbrusi zobe zaradi škrtanja po noči. Ni čudno, ker Nekje se mora to izraziti. ne moramo procesirati več Ja. tega. In najbolj zdrava stvar, ki jo zdaj lahko naredimo v tem obdobju, je, da se začnemo vračati k sebi tako, da dobimo prakse, ki so nam blizu. Se pravi, ni vse za vse. Tudi recimo jaz, ko delam obrazno jogo, jaz nikakor ne pričakujem, da bo obrazna vadba všeč vsem, oziroma da jih bo poklicala, pa da jo mora vsak delati. Nikakor, vsak ima svobodno izbiro, ampak pač moramo dobiti tiste prakse, ki so nam blizu, po katerih se nam naše telo počuti boljš, ki nas pripeljejo domov in se tega držati. In malo disconnectati vse ostalo, da spet pridemo v svoje ravnovesje. Ker če ostanemo tako, kakor smo zdaj, tako, pa potem itak nekateri gradimo še biznise na socialnih omrežjih, pol se kar naenkrat začneš počutiti, to govorim tudi sebi, pa se kar naenkrat začneš počutiti, da moraš dati vse svoje življenje na pladen in tako naprej. In je res moramo nekje mejo postaviti. Zelo te razumem, ker se mi zdi, da se nas veliko to sprašuje, točno to, kje je ta meja. Recimo zdaj sem videla, ko sem bila bolana, po dolgem času tako malo odlenika, viroza me je čisto uničila in sem bila bistveno več na Instagramu, kot sem sicer, ker drugače tako nimam časa. Pač zvečer, zjutraj malo. Zdaj sem bila pa tako, saj sem se učila malo, pa sem gledala malo filme, pa serije, ampak sem bila toliko out, da nisem nič kaj dosti mogla in valjda si pol na telefonu, ker je to tvoj edini stik z nekim svetom. Jaz sem se toliko slabo počutila, svoje rutine sem zapostavila in sem ugotovila, da kljub temu, da se mi zdi, da sem toliko na sebi naredila in da imam nekako podstrešje pospravljeno v glavi, saj zdi se mi, in da sem tako postavljena oseba, ampak
bolj, ko si noter, ko gledaš, bolj te začne ta svet pač noter še bolj vleči, začneš se podzavestno primerjati, kljub temu, da si zadovoljen. Saj sem pri sebi videla, no, tako, zdaj, ko sem res prav 2-3 tedne, ko sem screen time pogledala, kam je kap, in sem rekla, okay, zdaj pa dovolj. Takoj, ko sem se začela bolj počutiti, nazaj v svoje rituale, nazaj v svoje rutine, in to je dejansko edina stvar na svetu, ki mi pomaga. Ja. In zdaj si predstavljaj, da se tako počutiš ti, ob svoji starosti, sicer si še zmeraj mlada, obe smo mlade, ampak ne. Zdaj si predstavljaj, kako se mora počutiti nekdo, ki je 15-14 let star, po mogočnosti punca, ne, ker smo se mi zdi, da punce tako bolj izpostavljene vsemu temu, in kaj to pomeni, kakšen je to vpliv na osebo, ki šele v bistvu se gradi. No? Ja, Sonjo, ki sem imela na prejšnjem pogovoru, je v bistvu prav dala študije, koliko so se povečali samomori med deklicami. Najbrž ravno zaradi teh stvari, koliko je nekih substanc, ki jim podležemo. Omenila si škrtanje z zobmi, tega bi se tudi zelo rada lotila, zaradi tega, ker se mi zdi ful velika problematika. Jaz sem že se pravi, ko bi rekla, dinastija od tvojega moža, hodim k njim, se pravi, tvoj mož je zobozdravnik, hodim k njim že, mislim, da 15 let. In jaz sem se sploh, ko sem bila na faksu, ker sem tudi tako, kot ti nisem študirala čistitega, kar bi si želela, in je bilo res ful stresno v nemščini na Dunaju, tako res je bilo težko. In meni se je takrat začelo obdobje, ko se mi je vse podarilo. In sem videla, tudi ko si omenjala, da se mi zdi, da je mogoče tudi res to hormonsko neravnovesje, pa pol škrtanje, pa to, da je vse nekako malo povezan. A bi rekla, da je? Definitivno, zaradi tega, ker itak v bistvu izvor vsega, tudi zdaj študije kažejo, je stres. Ne? In stres potem je glavni vzrok za vse stvari, ki se nam začnejo dogajati na telesu. Ne? Zdaj, po kitajski medicini je tudi recimo za škrtanje z zobmi izvor se pravi stres, ki deluje na psiho in na naše možgančke. Ne? In potem to dejansko vpliva in na jetrno energijo in na ledvično energijo. Ne? In se pravi, jetrna energija pride preveč v aktivacijo. Torej, ko jetrna energija zraste, pridemo v tenzijo, zaradi tega, ker nisem zadosti dober, še bolj bi mogel, še to bi mogel, še to se moram dokazati, ono, drugo, tretje. Ne? Ledvična energija, ki so pa hormoni, hormonski sistem, reproduktivni organi, pa dejansko potem so čisti sušeni, ki jim jetra vse poberejo, recimo. Ne? Tako da definitivno je seveda spet vzrok tukaj. Ne? In potem odvisno, v bistvu kam komu potem bolj udari. Ne? Ja. Nekaj zdaj obstajajo razne opornice. Meni so takrat tudi priporočali botoks prav v mišico, ne kot pomlajevanje in izgled, ampak v mišico, da v bistvu izgubi moč. Ampak jaz sam, da slišim botoks, se ustrašim, pač to ni ena stvar, ki bi jo jaz čutila, da bi si jo naredila. In kaj pa je neka alternativa? Kaj lahko vsak doma naredi? Ker vem, da je ogromno škrtanja z zobmi. Jaz imam pa že pri znancih, prijateljih, ki v bistvu grejo do zobozdravnika in vidijo, da imajo recimo obrabo, ne? Ja, obrabo zob, okrušene zobe. Jaz sem recimo, meni je zob dobesedno počul, kaj je bil mrtev in je bil itak že tako oslabljen, ko zgubi neko, ko bi rekla, trdnost in strukturo potem, ko zob umre. In jaz sem dobesedno pokala na pol zobe zaradi stiskanja v enem obdobju. Kaj lahko mi doma naredimo, brez da gremo v neke ekstra postopke? Zdaj tako, ko si omenila mojega moža, mi dva sva se v bistvu zaradi te tematike tudi spoznala, ker v bistvu on je zobozdravnik, implantolog, v bistvu prav usmerjen v TMJ in bruksizem. In takrat so naju nekako poti zapeljale, da sva se spoznala in začela delati skupaj na tej stvari. Zaradi tega, ker on tudi verjame, da z manualno terapijo in obraznimi vajami lahko dosežemo izjemne rezultate, ker se moramo zavedati, da na obrazu imamo prav tako mišice, kakor na telesu. In še bolj pomembno je v bistvu skrbeti za obrazne mišice, oziroma še bolj pomembno. Pač je zelo pomembno, zaradi tega, ker so med sabo zelo močno prepletene. Potem se prepletajo tudi z lobanskimi, vratnimi in tako naprej. In dejansko, ko ena mišica zakrči, začnejo vse ostale kompenzirati oziroma pridejo iz ravnovesja, ker so tako zelo močno povezane. In dejansko botoks, neurotoksin, se uporablja kot zdravilo
Za tretiranje tenzije v žvečnih mišicah, definitivno v kakšnih primerih je za te namene tudi nujno potrebno, še sploh, ker so recimo žvečne mišice v takem spazmu, da se jih nikakor drugače ne more zrelaksirati, ker pač dejansko mišica maseter in potem temporalis in pterygoidi noter, ampak glavna mišica maseter in temporalis, to so dve najmočnejši mišici na celem telesu, ne samo na obrazu, na celem telesu. In tu lahko pridejo te mišice v tako tenzijo, da so to take bolečine, take glavoboli, take migrene, da dejansko kdaj ne obstaja druge rešitve kot to. Tako da jaz recimo tudi v kakšnih drugih podcastih in tako naprej, ko govorim in pač ozaveščam o stranskih učinkih botoksa in tako naprej, ne želim tlele biti največji hejter, sicer sama se ga pač nikoli ne bi poslužila, razen če ne bi bilo to res nujno potrebno, ker vem, da obstajajo tudi druge tehnike, ampak v določenih primerih, ko je ta stvar uporabljena kot zdravilo, ja, obstajajo pa druge stvari, ki jih lahko delamo vsak dan in ki se jih enkrat naučimo, so naše in ne rabimo mi na 3 mesece hoditi in pač da nam nekdo inicira botoks, ki paralizira mišico in jo na dolgi rok čisto ne sposobi. In v bistvu, ker so to tako močne mišice, botoks v žvečnih mišicah ful manj časa traja, kot nekje druge, zaradi tega, ker pač, in toliko več ga je treba dati, zaradi tega, da to mišico ne sposobi. V bistvu je čist logično, imamo drugo opcijo in to so obrazne vaje in pa manualna terapija. Saj tebe, ki te boli hrbt, ali pa, ki te uščipne v hrbtu, ne greš direkt na operacijo. Ali pa botoks si dati v, hrbtno mišico, zato da ti jo paralizira in da ne. Ampak začneš delati stretching, začneš se gibati, delati vaje, greš na masažo, in poskrbiš za držo. In ista stvar se lahko preslika na obraz. In evo, tako malo smešno, mi dva z Matejem sva se spoznala iz tega vidika, pol pa sva videla, da očitno imava toliko skupnih stvari, da se je potem ta pot nadaljevala in da sva zdaj poročena. Ampak še vedno delava skupaj prav na tem področju in recimo, ko k njemu pridejo stranke, ki imajo res hudo tenzijo, jih pošle k meni, jih mi zrihtamo. In dejansko tudi on potem lažje lahko sploh dela vse te posege. On je implantolog, k njemu hodijo ljudje, ki ne morejo odpreti ust niti za 3 centimetre. Tako tenzijo imajo. In on na zadnjem delu zob, na zadnjih zobeh, on sploh ne more nič delati, če človek, stranka, pacient ne more odpreti ust. Tako da v bistvu potem tudi iz teh vidikov je ful pomembna manualna terapija. In sproščanje in moram ti povedati, res imamo izjemne rezultate. In zdaj, če me kdo vpraša, kaj delam, kako delam in tako naprej, sploh ne govorim več, da to, kar delam, je tehnika, naravna tehnika pomlajevanja obraza. Jaz v bistvu sem ful passionate prav glede tega, kako lahko z manualno terapijo in obraznimi vajami sprostimo te tenzije, ki jih pač zadržujemo v obrazu, izboljšamo mobilnost, odpravimo bolečine in seveda se zaradi tega potem to pozna tudi na obrazu, v smislu bolj zašiljenih ličk, lepše čeljusti, lepše kože na vse zadnje, zaradi tega, ker če so žvečne mišice v tenziji, le te blokirajo pretok limfe in tudi pretok krvi. In dejansko se nam toksini začnejo nabirati, zdaj bom malo karikirala, v področju obraza. Seveda potem to vpliva na kožo in se lahko izrazi tudi kot akne, taka povešena, uvela koža. Zabuhlost obraza. In enkrat, ko mi rešimo te tenzije, smo naredili vse. Za zdravje in za lepoto. Tako da, kaj lahko osebe delajo doma? Definitivno, ko govorimo o situaciji, kot je bruksizem, se pravi TMJ, oziroma, če povem malo bolj po domače, ko oseba čuti tenzijo v žvečnih mišicah, ko škrta zobmi, ko stiska zobe, ko ima glavobole, migrene, v teh primerih bi jaz vedno najprej svetovala, da se oseba prijavi k nam na posvet. Torej, mi imamo fizični studio v Ljubljani, Glow in Studio, lahko naredimo posvet v živo, oziroma v težjih primerih naredimo posvet z dr. Kulišem v njegovi ordinaciji.
lahko, če ne morajo se pripeljati v Ljubljano, jaz delam tudi online, torej imamo tudi online posvete. In potem se na podlagi vsakega posameznika prilagodi neki koncept vadbe, se pravi, človek lahko dela sam doma. Seveda je pa v teh primerih, ko je tenzija res huda, vedno priporočljivo priti tudi na manualno terapijo, ki jo izvajamo v studiu, ker dejansko mi ful bolj vemo, kam pritisniti, na katere trigger točke, na kakšen način manipulirati mišico in jo raztezati, da v bistvu dosežemo najboljše rezultate. In meni je tako zelo zanimivo, ker v bistvu, ko govorimo o žvečnih mišicah in o tenziji tukaj, prvo, velika večina ljudi se sploh ne zaveda, da tenzijo ima. Tenzija v bistvu se fulkrat odkrije, še sploh, ko je na začetku, ne? Ko pridemo k zobozdravniku in nam nekdo reče, zobozdravnik nam reče, ne vem, imaš malo obrabljene zobe, a kaj stiskaš, ne, a se zbudiš in ne moreš odpreti ust, ne, tako, kot jih lahko potem zvečer, ne. Ampak velika večina se sploh ne zaveda, da ima tenzijo. K nam, ko pride, recimo vsaka druga stranka, ko pride, ker imamo z njo posvet, jo vprašamo, imaš kakšno tenzijo, čutiš, da te kaj boli, stiska, zateguje, vse je v redu, ne? Ker naše telo tako lepo deluje, da v bistvu sklopi, če ti najprej ti pač kaže, da nekaj ni ok, če ga pa ti ne poslušaš in če to ni res življenjsko ogrožujoča stvar, pač diskonekta tisti del telesa oziroma obraza in v bistvu kar se navadiš, ne. Sej tudi tako more biti, ne. In pol pride oseba na tretma in kar naenkrat ima tako, začutimo ful tenzijo, ne, in me vsi tako gledajo, kaj, tako tenzijo imam, ne. In potem pač na tem delamo. Seveda pa pač obstajajo tudi primeri in ljudje, ki tenzijo občutijo kot tenzijo, ali pa v bistvu se direkt izrazi na zobeh in pol, ko se izrazi na zobeh, hitreje začneš razmišljati, mogoče so to žvečne mišice. Imaš pa ljudi, ki se soočajo z gromozanskimi glavoboli, migrenami, bolečinami recimo v ušesu, v očesu, v križu in vzrok bolečin sploh ni v križu. Sploh ni, recimo, ne vem, če te boli glava tukaj, sploh ni tukaj, ampak je v prenapetih žvečnih mišicah. Tako da mi imamo stranke, v bistvu paciente, te osebe, ki jih delamo skupaj z Matejem, ko imajo bolečine v ušesu, 3 leta hodijo od zdravnika do zdravnika in raziskujejo, zakaj njih boli uho. Uho je BP, zdravniki ne vejo več, kaj bi naredili in edino, kar še lahko rečejo, je, da jim dajo antidepresive, ker pač fizično z ušesom ni nič. In potem, to je bila zdaj nazadnje ena stranka, pride ta stranka k Mateju, ki je pač dobila priporočilo in ugotovimo, da ima tako tenzijo v žvečnih mišicah, da pač dejansko to lahko pritiska na slušni kanal in seveda povzroča bolečine. Ampak se da to odpraviti recimo samo z vadbo? Ja. Wow. Ja. Koliko na dan pa recimo bi mogel vaditi? Mi imamo take ekstremne primere, meni je kar scary, res, ampak take ekstremne izboljšave, ko oseba po enem tretmaju, in potem seveda pač ji damo vaje za delati doma in tako naprej, ampak po enem tretmaju ima več kot 50% izboljšanje stanja. Zdaj imamo eno zelo lušno operno pevko, ki je prišla zaradi take izjemne bolečine v žvečnih mišicah, da pač bila je povsod, bila je tudi po eni poškodbi, ki se je pač zgodila, bila je v Španiji na operaciji in tako naprej, nič se ji ni izboljšalo. Je prišla k nam na tretma za 50% po enem tretmaju izboljšanje. Ona ni mogla verjeti. Ona je rekla, jaz ne morem. To je meni nepredstavljivo. Delo z mišicami. Doma pa 10-15 minut na dan ne rabiš več. In pol je pa še tako, ne, ko povezujemo zdravje in lepoto. Jaz sem v bistvu v teh letih raziskovanja, učenja, dela s strankami in tako naprej ugotovila eno stvar. Žvečne mišice so tiste, ki jih je treba začeti najprej aktivirati,
ampak so tudi tiste, ki ti v bistvu pol dajo najboljše rezultate, ko jih enkrat spraviš v balans. Torej, ful ljudi se ne zaveda te povezanosti obraza in obraznih mišic, ne? Ampak ti dam zdaj primer, da bo razumljivo, kaj sem hotela prej reči. Če imaš ti zabuhlost pod očmi ali pa recimo temne kolobarje pod očmi, človeška logika bi bila, daj mi pokaži vajo za področje spodnje veke, ker ta vaja mi bo pomagala brisati temne kolobarje ali pa zabuhlost ali pa tako naprej. Ne? In v bistvu so vsi šokirani, ker jim jaz pač rečem, nikakor ne bomo dali vaje za pod očmi. Najprej ti bomo dali vajo za sproščanje napetosti v žvečnih, lobanskih in vratnih mišicah. Zakaj? Zaradi tega, ker tlele je prva stopnja in se pravi stopnja blokade, ki potem v bistvu naredi totalen disbalans po celotnem obrazu. Ne? Tako da v bistvu, če nekaj delamo, 2 minuti na dan, dajmo vsi masirati žvečne mišice. Okay, te 2 minuti boš prosim na koncu pokazala, ker jaz to nujno rabam in mislim, da marsikdo. In zdaj, ko si mi govorila od ušesa, imam eno prijateljico, ki jo boli uho in ko mi čakam, da jo pol pokličem, probi, mogoče je pa to. Ja. Vem, da je imela že parkrat težave z ušesom. Kaj ne oblečen za prvi zmenek? Že vem. Ena stvar, ki sem jo pri tebi videla nekaj časa nazaj, ki si imela en zaplet okrog svojega studija, ki sem se jo res hotela dotakniti, ker se mi zdi, da se o teh stvarih ne govori. In sicer, da je ena punca dobesedno skopirala idejo tvojega studija, tloris, skoraj da ne tudi celotno opremo. In v Sloveniji se verjetno to po celem svetu, ampak ne, tudi meni so že ukradali idejo, pa vem, kako to boli, kaj pač si ti nekaj zamislil. Pa včasih te res kdo prehiti, ne vem, recimo, mi da smo bili zmeni že ful časa nazaj za podcast, pa sem točno o teh stvarih, ki si jih recimo zdaj par dni nazaj na podcastu govorila, pač to se zgodi, ne, samo ena taka načrtovana stvar, da ti pa nekdo dobesedno ukrade, ne, to pa najbrž ni bila najbolj prijetna izkušnja. Jaz bom tako rekla. Z delom v Sloveniji in v tujini sem mal dobila širšo sliko razmišljanja in v bistvu delovanja ljudi. In kar bom jaz rekla je to, da v Sloveniji, pa kljub temu, da imam jaz toliko rada vse naše ljudi, imamo najlepše stranke, res pač tako, meni tudi tako, toliko sem vesela, da sem se vrnila nazaj v Slovenijo, ker na koncu jaz takrat, še sploh med covidnim obdobjem, ker smo bili v bistvu tudi online najbolj na vzponu, jaz sem imela 2 opciji. Ena je vlagati in investirati finančno v še večjo promocijo na globalnih trgih, online, se povezovati z različnimi ljudmi, influencerji na svetovnem levelu in tako naprej. Ali pa ustvariti neke drugačne temelje. In takrat, ko mi je cel tim rekel, ne, investiri v dodaten marketing, magar v novo spletno stran in tako naprej, sem jaz v sebi čutila, da pač rabim nekaj fizičnega, nekaj, kjer v bistvu bom lahko pogostila ljudi, ki se pač zanimajo za takšne tehnike pomlajevanja in dela na sebi, kot jih recimo pač ponujam jaz. In takrat sem se v bistvu potem, to je bilo 2021, sem se odločila za nakup studija, v bistvu kupila sem prazen prostor, se pravi gole stene, 3. faza in meni je bilo to eno tako lepo popotovanje, najbolj težko obdobje v mojem življenju, poleg tistega burnouta, ker dejansko sem bila za vse sama, se spopadati z delavci, z gradbinci, tokrat bila prenešena okrog. Res, mislim, tam so se dogajale take stvari, da ko pogledam nazaj, sem sam zdaj tako, kako sem jaz to preživela. Ampak spet preživela zaradi tega, ker dejansko sem pač imela eno širšo, višjo vizijo v moji glavi, ki sem jo želela doseči in hvala Bogu, moram potrkati, mi je to zdaj dejansko uspelo. In ja, ker enkrat veš, koliko je tu truda bilo vloženega, koliko je tu
moje kreativnosti in tega pač, kar jaz sem, in na koncu tudi financ, ne, ko je pač nekaj tazga vloženega v en projekt in potem, ko vidiš, da ti nekdo, ker to ni v Mariboru, to ni v Ajdovščini, to ni v Ameriki, ne vem, v New Yorku, to se je zgodilo 10 metrov proč od mojega studia, pač iskreno ti povem, najprej sem bila tako žalostna, ne vem, ker pač, a veš, sploh ne razumeš načina razmišljanja ljudi, no, tako bom rekla, ker dejansko, tudi kar se tiče ekonomski vidik, ne, ti želiš biti drugačen kot drugi. In tega se mi zdi, da v Sloveniji te mentalitete ful primanjkuje. Ja. Ti želiš biti drugačen, ti želiš dobiti nekaj, da te bo v bistvu razdvojilo od množice in boš zaradi tega viden. In kopiranje, kar se v Sloveniji ful več dogaja, kot v tujini, je v bistvu ful slaba stvar. Zaradi tega, ker dejansko se ti potem razblinaš z vsemi tistimi ostalimi ljudmi, ki kopirajo, in to je pač ta rek, si vedno 2 koraka nazaj oziroma za tistim, ki pač dejansko recimo je kreator. Ne? In meni je tako žal, zaradi tega, ker mislim, res je grozno, ker ti pač tvoja lastna stranka fali vrata studia in te kliče in ti reče, Karin, jaz sem pred vašim studijem, ampak mi noben ne odpre, in kje ste, a ste sploh pač v studiu, in v bistvu ugotovimo, da stoji pred napačnimi vrati 10 metrov stran, je res hudo, ne? Ampak meni je še bolj žal v bistvu videti osebo, ki bi toliko lahko naredila, lepo zgodbo na koncu. Tudi ona je mogla investirati svoj čas, investirati svoj denar, investirati vse v ta projekt, in zdaj namesto, da bi, sej tisti, ki ne poznajo zgodbe, tisti, ki vidijo iz drugega zornega kota, seveda čestitke, ni da ni kaj vse, ne, ampak namesto, da bi v bistvu žela slavo od vsega tega, kar je naredila, in bila ponosna na to, kar je naredila, je ta oseba zdaj nekako v senci tega, kar v bistvu se je zgodilo, oziroma pač kar je skopirala. In jaz bom tako rekla, jaz vedno pridem do oseb, do novih projektov z odprtimi rokami. Meni mama pravi, da sem ful prevelika idealistka in naivna oseba. Jaz sem tudi. Jaz sem tej osebi na široko odprla vrata svojega studia, še preden so karkoli začeli delati. Z njeno mamo sem jo popeljala po vseh prostorih, ji poslala tlorise, zaradi tega, ker sem hotela pomagati, ji dajala nasvete, ji dala še celo soglasje, pač, ker je rabila nekaj posebej narediti, pač soglasje lastnikov, da lahko naredi neko spremembo. Nisem si nikoli predstavljala, da se bo kaj takega zgodilo. Tudi potem, ko so mi recimo stranke začele, ko so hodile k nam v studio, so rekle, pa vidiš, da so iste stopnice, ista miza, iste ogledala, isti stol, isti tloris. Jaz sem bila še zmeri vedno, tako, pa ne, zdaj na konci pred odprtem, pa se bo nekaj drugače. Jaz sem zmeri ta neki optimist, ki pač želi videti najboljše v očeh, se pravi, v bistvu želi videti najboljše stvari v drugih. In sem se prav v tej situaciji odločila, da ne bom postala zagrenjena zaradi takih stvari. Bom pa definitivno malo bolj pozorna. In jaz bi tlele rada še to izpostavila, da moj namen ni bil, da pridem javno debatirati, diskutirati to situacijo, ki se je zgodila. Jaz sem tudi interno to osebo pozvala, se hotela pogovoriti in tako naprej, ampak pač, ko ti ostaneš na sin, in vidiš, da v bistvu to ful škoduje tvojemu poslu, ker dejansko stranke menjajo oziroma zamenjujejo lokacijo, tako njene kot moje, je pa to ena drugačna stvar, ki jo je pač seveda bilo potrebno javno naglasiti. In pač moja želja je, da
delam naprej s tako srčnostjo, s tako pozitivo, kot sem delala do zdaj. Jaz tudi tej osebi želim vse najboljše, jaz bi tudi lahko šla v ne vem kakšne tožbe in ne vem kaj vse. Nisem se odločila za to zgodbo, ker se mi zdi ful škoda energije in pač pozitive za neke take stvari. Jaz pač tej osebi res želim najbolj, želim, da ji uspe, želim, da pač je vse ok, ampak na koncu vsi tako usodo krojimo sami. In energija nikoli ne laže in to je v bistvu edina stvar, kar šteje. Verjamem pa tudi v karmo. Ja, nisem hotela v bistvu te zgodbe izpostaviti zaradi tega, da bi zdaj neko slabo energijo širili, ampak sem pa sam hotela, da se o teh stvarih govori. In si na tako zelo lep način povedala, samo pač, da se mogoče opomni, da ene stvari niso ok. Jaz ti bom dala samo en primer, ker sem bila tako ful mi je ostala ta stvar v spominu in sicer, pa to ne bomo zdaj posploševali, ker v vsaki državi, na vsakem področju imaš takšne in drugačne ljudi. Ampak recimo jaz vidim, da v Sloveniji se ful premalo ceni znanje oziroma predajanje znanja naprej. En primer ti bom dala. V Sloveniji je zelo značilno, da pač si nekdo kupi nek online program, nek membership in potem svoj profil deli s svojo prijateljico, mamo, zaposleno, kakorkoli. In se mi zdi tako, da je to precej tako lahkotno sprejeto, kot da je to nič kaj tazga, sej halo, zakaj bi pa vsak plačeval za isto stvar, če pa pač lahko kupimo en dostop in ima to stvar več ljudi. Potem se mi je pa recimo, in to pač se mi je tudi zgodilo in to se fulkrat dogaja, ampak pač tako je, vsak mu svoje, ampak recimo imam pa eno inštruktorico našo v Ameriki, v Los Angelesu, je naredila naš inštruktorski tečaj prejšnjo sezono. In mi ona 2 meseca nazaj piše in reče, Karin, veš, jaz pa zdaj pač bi rada, da vse moje zaposlene naredijo vsaj tvoj online beginners program. In jaz te bi zdaj tebe res lepo prosila, pač to je 10 ljudi, jaz bi te ful prosila, če mogoče nam lahko ponudiš, oziroma te bi vprašala, če imaš pač kakšno kodo, da nam ponudiš, 10% popust, zaradi tega, ker pač bojo vse zaposlene kupile tvoj program. In sem sam tako, halo? A veš, te osebe bi si lahko isto prek istega linka delile, in v bistvu se izobraževale interno med sabo, pač. Ampak ne, ona se je odločila, da bo vprašala za popust, ampak se je zdelo logično, da bo vsaka od njenih zaposlenih ta program kupila. In v bistvu pol sem res razmišljala in brainstormala, se potem je tako noter padla, da se je odločila, da prije še naš inštruktorski tečaj. Ampak recimo, to, ki je drugačno sprejemanje oziroma spoštovanje znanja, bom tako rekla. Ja, mogoče zato, ker se recimo v Ameriki res vse plača. Se plača zdravnik, se plača zobozdravnik, se plačajo šole, se plačajo, vse se plača. Pri nas pač se izobrazba ne plačuje. Mogoče je to en izmed razlogov. Po drugi strani pa taki smo malo še Balkanci. Veš, malo bi se povsod znašli. Ne, sej vse ok, ampak veš, tle spet tista neka, se mi zdi, mentaliteta, ki dejansko pokaže neko. Sej kopiranje se dogaja povsod, v vseh državah, mogoče je Slovenija toliko bolj vidna zaradi tega, ker smo toliko manjši in se pač ne da skriti stvari. Sej ne gre, se kopiramo vsi malo, ker ti od nekoga nekaj slišiš in bom jaz isto rekla, pa ne bom vedela, da sem zaradi tebe nekaj takega rekla, ampak gre se pa za neke večje stvari, za neke avtorske stvari. Če so pa kao avtorske, moraš pa dati pol vsaj neko referenco, da te je ta navdihnil. Mislim, jaz se res trudim, verjetno tudi kdaj kaj pozabim omeniti. Ne, hvala enako. In tudi jaz bi tle na tej točki rada vzpostavila, ko mi kdo reče, pa sej ti nisi izumila obrazne joge, sej jo že Savina dela, recimo, ali pa ne vem, ti nisi, ne vem, kaj zdaj govoriš, ne vem, delam recimo zdaj masterclasse za hands-on face yoga, facial tretmaje, ki sem jih jaz pač strukturirala. Točno to. Nisem jaz izumila. Ampak sem se pa naučila, sem šla na tečaj,
sem plačala za ta tečaj, sem dobila certifikat in sem v bistvu na tem delala naprej. Nadgradila. Tako. In če greš gledati na moje opise in tako naprej, ti lahko vidiš povsod, kje sem delala certifikate, kje sem se izobraževala. V moji pač sferi je tako, da sem se ful izobraževala tudi sama, ker je še toliko neraziskana in tu je ful težje kot pač, če bi jo šla na nek faks. Jaz si toliko želim, da bi bil en faks, da bi lahko šla, dobila, vsa možna potrdila in bila še bolj suverena, ker jaz tu za vsako stvar, ki jo izjavim, se ful sprašujem. Zaradi tega, ker pač mi ni bila ta stvar, ki sem jo naumila, pač podana na pladnju. Ne? Ampak je ful razlika v tem, a ti kopiraš v smislu, da nisi pripravljen, niti na pravi način pridobiti znanja in ga potem deliti naprej, ne? Ali pa pač, ne vem, se odločaš, investiraš in čas in denar, dobiš vse certifikate in potem greš stvar razvijati naprej. In jaz tudi mojim inštruktorcem, ker pač delam in online teacher training tečaje in v živo, ne? Jaz vsem rečem, lej, tle dobiš osnovo. Seveda pač je super, da me omenaš, da si se učila pri meni, da imaš moj certifikat in tako naprej, ampak jaz te tle ne bom omejevala, ker moja želja je, da vsak začne nekje, dobi neke osnove, ampak se ne ustavi tam, se izobražuje naprej, razmišlja naprej, deluje naprej, dela druge tečaje in potem v bistvu dobi nek protokol, neko strukturo, ki bo njegova. Ja. Ne? In ki jo bo najrajši in najbolj lahkotno delal. In tlele se mi zdi, da je ful pomembno pač izpostaviti te stvari. Eno je, da ti skopiraš in ali pa recimo, ne, kar se tudi zdaj dogaja, še sploh v lepotni industriji, je tako, da pač vidiš 2 posnetka na YouTubu, ne, kako nekdo izvaja recimo obrazno vadbo ali pa guašo, ne. Ali pa guašo na stranki, ali pa intraoralno masažo na stranki, ne? Pogleda ta 2 videa in reče, saj to pa jaz tudi znam in začne delati. Ne? Drugo pa je, da pač ta ista oseba, ki si želi dopolniti svoje znanje oziroma dodati neke nove storitve, reče, ok, bom odgovorna do sebe in do svojih strank in si bom vzela čas in investirala v tečaj, v izobraževanje, ki mi bo pomagal, da pridobim določeno znanje. A veš? Ja. In je ful žalostno, ker pa pride stranka, nič zla, mislim tako, pričakuje dobro storitev, pričakuje, da oseba, ki to storitev izvaja, ve, kaj dela, ne? Ampak tukaj je spet na izobraževanju, da se tudi kot stranka izobraziš in poguglaš vse možnosti, preveriš ljudi, s katerimi želiš delati, tako spet odgovornost na nas samih koncev. Res. Tako da, povej mi še, da ne bo predolgi, po mojem smo že čisto dolgi, ampak jaz ne morem, ker so meni zanimive tematike, jaz pač ne morem delati kratkih podcastov, tako pač je. In jaz ti tudi tako na začetku se tu lahko povem, sem rekla, veš kaj, dej, ne bomo govorile samo o lepotnih popravkih, v smislu botoksa, filerjev, dejmo kaj drugega, da me ne bojo ljudje preveč tako omelijo, ta je totalno ščuva proti vsem tem stvarem. Pač prvo ne ščuvam, ne. Želela bi samo si pač narediti neko v bistvu tako ozaveščenost. Ne. In ni tako, ko padeš v te debate, pol se kar ne moreš ustaviti. Pol lahko kar cel dan govoriš. Ne, se zato je meni tako dobro govoriti z ljudmi, ki imajo ful znanja. Zaradi tega, ker veš, to je povezano s tem in ga lahko še v tem vprašaš. To je bila tudi recimo to kopiranje in to je bila ena tematika, ki sem jo želela odpreti, ker se ful dogaja in se mi zdi, da pol kar ponikne in vsi vse pozabijo. Mislim, sej prav, sej življenje gre naprej, ampak pač želim si, da se take stvari ne bi dogajale, ker je pa res, da sem se ena izmed mojih gostij je bila tudi Tjaša Dorelajno, ona je tudi tvoja stranka, kakor vem. In sva se pa ful o tem pogovarjali, da vseeno ti si ti in ljudje, ki tebe želijo in tvojo energijo začutijo, bodo k tebi prišli no matter what in se res obrne vse in se pač energetsko poklopimo s svojimi ali strankami, ali sodelavci, ali tako, sploh, ki si na svoji poti. Tako da, če si ti in probaš čim bolj sebi slediti in samo inspiracijo dobivati od drugih, se mi zdi, da boš vedno imel delo. Zato je pa tako pomembno spet se vrniti na začetek in spet smo na temi delo na sebi. Ker ti si lahko ti samo takrat, ko delaš na sebi in se spoznaš in se začutiš in šele takrat boš ti začel privabljati
stranke, ki so na isti vibraciji oziroma na istem, v isti neki harmoniji. Ne? Ko pa pač ti nisi v svojem centru, dobivaš potem ljudi, v smislu strank, ne? S katerimi mogoče ne gre najlažje skozi, pa se tudi krešaš in tako naprej. Ne? In jaz tudi fulkrat rada povem, pa tudi, ker recimo delam inštruktorske tečaje, ko me kdo vpraša, ja, kako, pa se ne bojiš, da zdaj, ko bo tok inštruktorc za obrazno vadbo, boš pa ti zdaj ostala brez strank. Ne, ker ima vsak svojo energijo, vsak svoj jaz, vsak svoje vrline in ljudje, ki so dobri zate in ki so tebi namenjeni, bojo vedno najdli pač pot k tebi. In ne želiš si ti imeti stranke od nekoga drugega. Pač ne želiš si jo imeti. Ja. Ker ne bo te lahkotnosti, ki pač pride, če ste na isti valovni In z dolžini. vsakim človekom si imaš nekaj za izmenjati. Jaz v to ful verjamem in zato se najdemo ta pravi. Tako. Ok, da res ne bo predolgi, da mi sam povej, kaj pa so še zdaj cilji, plani, kaj boš zdaj še kaj ušpičila v kratkem? Ful. Meni je tako smešno, ker cel moj tim, prav zdaj je bilo za 2024, jaz sem bila tako, pač res moj delavnik, ne bom niti komentirala, jaz sem 24 ur na dan v svojem poslu, res. Imam online podjetje, imam fizični studio, imam proizvode in naravni skincare in guašo in cupping in tako naprej. In ker pač ne zaslužimo toliko, da bi lahko imela 10 zaposlenih, ne, večino stvari pač upravljam sama. In moj cilj, še sploh tako, ko se bliža novo leto, ne, in novi cilji in nove ideje in tako naprej, si vedno rečem, ok, Karin, zadosti si naredila. V redu je, zadihi, mal se ustavi, mal poglej okrog sebe, ne, saj ne rabiš biti non-stop na 1000 in v največji kreaciji, čeprav mene to drive, jaz sem recimo jetrni tip, ne, in meni se non-stop mora nekaj dogajati in meni možgani delajo na 1000 in tako jaz res uživam v tem, kar delam in v tem, da kreiram nove stvari. Ampak ja, v tem vprašanju bi rada rekla to, da najprej seveda želim mal ustaviti oziroma prilagoditi zadeve tako, da bom imela malo več časa zase in za svoje neke zdrave meje, tako da gradim na temu, da postavljam zdrave meje. Sama s sabo in z drugimi. Drugač pa, ker pač vem, da potem, ko bom jaz v teh zdravih, pač v tem zdravem balansu, bo vse še lažje in lepše teklo. In jaz sem res ful hvaležna za vse ljudi in za vsa interes. Res, jaz, ko sem odpirala Glow in Studio v 2022, jaz sem res malo tako, a bo sploh kdo prišel, ker itak večinoma sem delala po tujini, a bojo sploh ljudje pripravljeni investirati v takšen način v bistvu dela na sebi, ne? Ker vsi vemo, da ne vem, kozmetični saloni ali pa nohti, obrvi, trepalnice, to ful gre, ne? Zdaj pa, da bo nekdo hodil na take vrste masažo, to je pa ful nekaj novega, ne? In res ful sem vesela, ker smo polni do januarja, so že skoraj vsi termini popolnjeni trenutno v našem studiu za naše tretmaje, torej od danes do januarja. In zaradi tega je v bistvu naš plan zdaj ta, da prihaja nova zaposlena. Zdaj v sredini meseca dobimo okrepitve, tako da novo osebo, ki bo z nami delala v studiu, seveda jo čaka konkretno izobraževanje. Ker pač take stvari, ki jih delamo pri nas, se jih ne moreš naučiti nikjer, niti na nobenem faksu, pač ne. Tako da to. In pa decembra pač lansiramo oziroma dodajamo novo storitev in nove proizvode. Ne smem še povedati točno, kaj to je, ampak mi smo že vsi full excited. V bistvu nas najprej čaka 80-urno izobraževanje celega tima, tako da bomo vsi zaprti en teden oziroma 10 dni, zaradi tega, da res lahko pridobimo vse znanje, kar ga rabimo, da potem na najbolj pač visokem nivoju lahko začnemo ponujati te storitve naprej.
In jaz mislim, da s to dodatno storitvijo bo neka, v bistvu bo ta bo ta slika, ki sem si jo želela ustvariti, sestavljena, in bom potem, se mi zdi, da še lažje uživala v tem, kar sem v bistvu do zdaj skreirala. Jaz ti želim ful sreče, ful vsega dobrega. Zdaj pa, ker smo obljubili vmes, da bomo naredili eno hitro vajo, ki jo lahko vsak doma naredi, 2 minutki. Kaj je tista vaja, ki ti lahko največ spremeni vsem nam? Ja, v bistvu je vaja in masažna tehnika skupaj. Zdaj tako, bomo delali na masetrih, kakor sem obljubila, ker pač masetri so ključ do pomlajevanja in ključ do zdravega in mobilnega obraza. In res je ful simple, tu lahko delate oziroma delaš večkrat na dan, nikakor se ne rabiš omejevati na zdaj, ne vem, samo zjutraj, samo zvečer, takrat, ko ti paše. Še sploh pa, če imaš tenzijo oziroma če čutiš tenzijo, kad to vajo izvajaš, je v bistvu to znak, da vsaj 3-krat na dan jo poskusiš narediti. Še sploh zjutraj, zvečer in pa kdaj vmes. Naredile bova O oziroma A in roko dale v pest. In zdaj s temi vrhnjimi členki bomo šle pod lično kost oziroma tlele zigomatična kost. Se pravi s temi? S temile, ja. Tako. Odpremo usta v A, zaradi tega, da raztegnemo maseter. Ne rabiš iti toliko v A, ampak bolj v tako. In zdaj bomo s členki pritisnjene pod lično kost, se pravi v mehki del, ne v kost. Glavo bomo naslonile v členke, kakor da hočemo, malo sprostiti vrat, da ne bo v tenziji. Naredimo tak wiggle, kakor da bi hoteli če globje v tkivo. Počasi pomasiramo do čeljusti. In to ponovimo 10-krat na vsaki strani. Torej, A. To v bistvu kar boli. Pritisk je močan, ker ta mišica je ful močna in rabiš globino. In seveda, če je mišica v tenziji, bo bolela. Lahko pa čutimo tudi vozličke, tako kakor da nekaj preskakuje. Tudi to je znak, da dejansko pač se tenzija dogaja na nekaterih mestih, bolj kakor na drugih. Ne? In vedno moraš narediti A, zaradi tega, da podaljšaš maseter in potem počasi, torej čim bližje ušesu, ne po ličku, ampak čim bližje ušesu, potiskaš dol. Ful počasi, z občutkom, glava sloni na členkih, v bistvu se členki želijo stopiti s tkivom, in 10-krat na eni strani, 10-krat na drugi. Tako da to je ena, jaz temu rečem predvaja, to ni še vaja. Tako da lahko ti pokažem še eno vajo. Prosim. Ali smo že ful kasneje? Zato je vedno čas. Se pravi, to je staple. To bi mogel narediti vsak zjutraj, zvečer, tako kakor si umiva zobe. 10-10. 10-10, zdaj bom pa pokazala, ponavadi bi pokazala še eno vajo, kar se kliče popolni facelift in to je ta dolgi nozek usta noter, lička gor, pač tista crazy poza, ne? Ja. Ampak dajmo na tem podcastu nek drugega pokazati. In sicer vaja za raztezanje pač žvečnih in vratnih mišic, ker ta del imamo fulkrat v tenziji. In zdaj tako, leva roka bo šla na desno ključno kost, ampak ti ima zdaj tako fajn je, da si pač prav direkt na koži, ampak tudi zdaj bo kakor si ti. Pričvrstiva z drugo roko. Prav na ključni kosti, tle imamo platizma mišico, ki se potem povezuje z ostalimi mišicami. Pritisnemo noter in glavo nagnemo nazaj, hkrati pa navzgor, kakor da bi hotele podaljšati vrat kot žirafa. In od tukaj bomo glavo obrnili v levo, in že lahko čutimo rahli razteg v desni strani. Potem gre levo uho k levi rami, kakor da bi hotela glavo malo nazaj zarotirati, kakor da desno ličko odpreš proti stropu in čutiš še večji razteg. A čutiš kaj? Tudi če imaš majčko? In če je tukaj tenzija oziroma bolečina močna, lahko počakaš tukaj in držiš 30 sekund in potem počasi sprostiš. Če pa hočeš iti dlje, lahko odpreš usta v A in čeljust začneš potiskati naprej in navzgor. A. Torej spodnji zobje pred zgornje. Ustni kotički gor
In čutiš, dihaš, a te boli? Čutim, ampak no, dobro, zdaj sem mi tako spustila. Ja. Govorim. Ampak, veš kaj, doskrat čutim pri teh vajah, tako tenzijo tukaj. Ja, a zdaj jo tudi čutiš? Mečkanja. Ja, pol si delala narobe. Zaradi tega, ker ti moraš iti v bistvu ne stiskati ali pa aktivirati zadnjega dela mišic, ampak tale sprednji del. Ne? Torej, če ti pokažem še enkrat, pritisneš, nagneš glavo nazaj in navzgor, da narediš žirafa vrat, celo glavo zarotiraš v levo in potem v bistvu, kakor da bi hotela nasloniti levo uho na levo ramo, kakor da se hočeš odpočiti, in potem moraš začutiti sprednji del. In zdaj tukaj, in zdaj narediš A, čeljuz gre naprej in gor, ustni kotički gor in držive. In potem še naprednejša vaja je, da daš jezik ven in ga obrneš v levo. In čutiš vse. Ja. In pri tej vaji je ful pomembno, da potem počasi zapreš usta, odmakneš nagib glave in prideš nazaj v center. Torej, a veš, eno je masaža, kjer mišica ne dela nič, eno so pa obrazne vaje. In tlele sem ti zdaj recimo pokazala 3 stopnje, ki jih lahko narediš, iste vaje. Ne? Eno je začetniška, eno je advanced in eno je pač pro. Tista z jezikom je pro. Ne? Ampak dejansko, če se ti naučiš kvalitetnih obraznih vaj, ne rabiš ti delati 100 vaj, a veš, vsak dan. Ampak jih rabiš 10, 15 maksimum in si lahko totalno transformiraš obraz. Tukaj, ker delamo, se pravi, potem je tako treba narediti v drugo smer. Ne? Se pravi, ko daš tukaj roko, lepo zafiksiraš mišico platizma, ki v bistvu gre od tukaj dol po vratu naprej v prsni koš. Aktiviraš mišico sternokleidomastoid, ki se fulkrat rada zategne, še sploh zaradi naše slabe drže. Zaradi računalnikov pa se tega. In potem ko v bistvu delaš, se pravi, ta raztek tukaj, delajo mišice od spodaj, delajo masetri, še sploh, ko potisneš naprej, delajo masetri, temporalisi, ustni kotički, pterigoidi noter, v glavnem 1000 mišic od enkrat. In zaradi tega, ker delaš to vajo prav, če jo delaš prav, lahko začutiš bolečino oziroma neko tenzijo, tudi kar na vrhu glave, kljub temu, da se tega dela ne dotikamo. To ti je samo znak, kako povezane so vse mišice. In recimo jaz pri mojih vadbah vedno dodajam jezik, zaradi tega, ker jezik je tudi ena izmed zelo, zelo, zelo pomembnih mišic. Prek fascij se v bistvu jezik povezuje vse dol stopali. Wow. In pozicija jezika, se pravi v našem mirovanju, ful vpliva ne samo na to, kako bo naš obraz izgledal, ampak kako dober bo naš dih, pač kako bo strukturiran recimo naš obraz, vse vpliva potem pač jezik tudi na razne živce, ki bi lahko pač se pogovarjali o tem. Jaz bi tako naredila kar serijo, veš, podcastov, tako kaj vpliva, joj. Po kitajski medicini je povezan s srčno energijo, tako da srčni tipi imate po defaultu malo bolj aktiven jezik, ne? Ampak to seveda vam tudi omogoča, da ste dobri govorci, dobri pevci in tako naprej. Ne? V bistvu po kitajski medicini je pač jezik kot mišica direkt povezan s srcem in tudi ko začne, v bistvu, kako gledamo moč srca oziroma v kakšnem stanju je naše srce po kitajski medicini, preko aktivnosti jezika. Ko je jezik zabuhal, mlahav, se težko obrača, dejansko to nakazuje na slabšo funkcijo srca. In obratno. Tukaj je enih stvari. Ne, jaz bi s tabo, prosim, bod z mano en cel dan, pa mi vse razlagi, jaz bi serijo posnela. Meni je tudi ful fajn govoriti. Meni je to res noro, ampak po mojem sva šle že toliko čez uro, ampak jaz mislim, če je bilo nama toliko zanimivo, da bo tudi tismo, ki bo to poslušal, tako da jaz vedno dam namero pred podcastom, da točno o tem govorimo, kar morajo ljudje slišati in pol pač slišijo tisti, ki morajo to slišati. Tako da hvala ti za vse znanje, za vse, kar sva danes predebatirali. Nujno
nujno še kdaj part 2. Hvala tebi res za povabilo, ful sem bila vesela, ker sem videla tvoje sporočilo. Kot si lahko videla, jaz res ful rada govorim. Še sploh o temah, ki me pač inspirirajo in v katerih pač se gibljam. Človek drugače ne more verjeti, da jaz sem, ko ne nastopam oziroma ko nisem v službi, sem precej introvert. Tako da recimo, ko me nekdo spozna tako v množici ljudi in tako naprej, sem bolj tiha in bolj zadržana, dokler nekoga ne spoznam. Ne. Nisem rada v nekem središču pozornosti, ko pa se pač govori o takih tematikah, kot o katerih smo se zdaj pogovarjali, pa pač me ne moreš ustaviti, kot vidiš. Evo, jaz te bom že mogla. Tako da hvala ti še enkrat in ti želim še ful uspeha. Hvala tudi vam za poslušanje. To je bil zadnji od 4 pogovorov z izjemnimi ženskami, tako da smo imeli res en tak spektar različnih industrij, poklicev, znanja, tako da jaz upam, da ste kaj odnesli od tega. Meni je bilo veliko veselje, tako da se gledamo v naslednji sezoni, ki ne bo jesenska, ampak prihaja nekaj čist novega zelo kmalu. Hvala ti, Karin. Hvala tebi.